To je res, so odvisni. Zaradi tega imaš tudi pri športu različne psihologije. Da moraš vedeti, kjer nekaj paše, enega moraš ne krult, enega pa reči. Malo pobožati. Ja. Pač različni smo. Kot otroci. Smo vsi otroci. Ampak zmeri paše, da te nekdo hoče pohvaliti, to se hoče reči. Ti reči, le pizza, tole si pa dobro naredil. Ej! A vi do mene dobro slišite? Slišate, Kaj da si zraven? Ja. Jasno kot beli dan, kako že. Sam to ne vem, če to ne štima za zvoku. Kaj bi lahko rekel za zvok? Slišim te. Čisto kot gorski studenec. Ja. Kot gorski stap. Oje, bem, ne. Sorry. Mogoče to pri teh stvarih ni v redu. Mogoče ne, ali kaj pa veš. En gorski studenci na te reklame za Always spomnejo. Kaj so uneti drugi, ampak za vložke. Ja, veš, enkrat je bila ena reklama, ki je ena skakala čez gorske studence. A res? A je? Ja, ne vem, se to Carefree ali kaj? Ja, verjetno, ne vem, kje je bila znamka. Kaj dosti pa več pa ni. Kako ne? Mislim, ne vem, no dobro. Se te ima tudi svoje. Ne, da bi ti težil z reklama. Je treba udvaliti enkrat denara. To pa najbrž. Ne, Always ni Hrmane. Mislim, da ni bil Always. Ne vem, imeli smo mislim, da ni bil Always. Mislim, da ni bil Always, ja. ampak da je bil Carefree. Ne, so bili vložki. Ker pa lepo se pretokažali, kako tebi uspe pa nekaj, ne vem. To je tako, kot Hanna Soralova. To je tisto, kar se ti zapeče. Slišim zgor, vidim, slišim studenec, se mi vložke pripeljajo v glavo. Kdo bi? Ja, mislim, Unkej to reklamo naredil, izgleda naredil dober svoj del, ne? Ja. Sicer ciljna publika ima... Res ti rabo ene 2 leti terapije zaradi nekaj. No ne, ampak kaj veš, ciljna publika ima zgrešene. Mislim, ne pa zdaj. Ja, no, mislim, jih tudi kupam, kdaj, če se reče, da kupam. Ja, valjda. Ampak kupiš te, namesto tisti, ki so napisani. Ne, zmeri ful je zafukan to na nabavi. Vem. Kjer je te, pa koliko z unih kaplic pa zakvapa. Ja. Pa šel prvič svojo najstnico, veš. Mene to še čaka. In potem prideš v Miller in se postaviš pred to stelažo. Jaz sem se odjemal. Kaj več, kot za zobe stelažo. Ja. Jaz sem se odjemal, ampak ista zgodba. Ker mi je žena rekla, ampak mi je rekla točno, kaj kupiti, pa sem bil že čist zmeden. Je rekla to, pa to, pa to. DM je pa še labajzer, ko oni skozi menjajo te jebene dizajne. Ne? In police, in dizajne. Ja, dizajne tudi, da se zmedi. Ne moreš reči plave, tudi ta plave mi prines, štele mi šle. Zvezdice ali whatever, krilca, untret, pa kar nekaj so druge plave barve. Kaj si še pofotkam, da nam hodiče izkud 100 let, veš? Se dam v app noter, pa primerjava, pa ne gre. Bodimo učinkoviti, ne? Pa gospa bi lahko malo pomagati. Ja, se vete. Vse so zelo prijazne. Je, ful, zelo. Recimo DM zelo. Za Miller ne vem, ker ponavadi malo manj iz mojega rajona, ampak ja. Za DM. Čeprav DM se mi se tudi predstavlja zdaj, tako da kurc, ampak ja. Ja, ga nimaš več? Ne, ni ga. Ni pod blokom, ne? Ne, ni. Sravta bete, že sravta bete. Ja, to je celo dravo. Ne samo, da so mu dizajn vložkov spremenili, pisaš, štucuno so mu. Mislim, to je tisto, kar te spravi iz, ne? To je tisto, kar pa ljudi, ne? Kar te spravi iz hišce, ne? Hvala Bogu, da pa nas nimamo tega orožja, tako da je vredno, ne? Ja. Človek sem kakšen per odprel, pa kaj pije. Mislim, Slovenci smo bolj sami sebi navarni, kot drugim. Zdaj gremo pa v Bobby bara, ne? Ali pa še kaj hujšega. Ne, tudi po sebi se... Po številu, roko položiš na se, ne? A ja, za hujsavanje. Ja. Sam mislim, zaradi tega mislim, da se ne ljudje, ampak... sušiti. Mislim, da se zaradi tega ljudje ne, upam. No. To bi bilo še bolj dramatično, kot že tako. Je bil pa zanimiv film, ne? Recimo.
Ideja, tako, če še nadebudni mladi. Ta je za na festivale, veš. Ja, ampak kaj veš. Če se zahujslaš zaradi ložkov. Mislim, to je čista konca, vse se še kaj zgodi, veš, ampak to je tista kaplja čez rob, ki ga razfuka čist, ne, človeka. Ja. Ne, sej, te razumem. Če se prej ful enega sranja zgodi, pa to lahko kaplja čez rob. Pa tiskate neki porine, ne. Čisto razumem. Sam še to smo ga nabaviti. Ne. Pa ni bilo to pravega dizajna. Pa ni bilo ta pravega dizajna, nama z vijolične bila plava. Pa še krila so v delta spremenili. Ali pa kupaš krila, pa da pačna krila kupaš, veš? V stilu bombnika B2. So nevidna. A vidiš? Ta stealth tehnologija. Ja, tako. Ne vidiš tudi, ne. Ja. Mislim, to je spet ena od idej. Če rabite, Carefree always pokličite. Ne, ali pa filmski sklad. Pa pol, ko boste sprejemali Zlato palmo v Kanu, prosim, da se spomnite na nas. Mislim, v špici bi mogli biti. Najmanj. Po ideji. Opravičujemo, pika se. Tako. Based on true story. Kanes, hiraj, kamo, da ne. Upajmo, da ne. Ne, true story. Vse je based, ne. Based on true idea. Ja. Čeprav je bilo tudi veliko filmov, ki je pisal based on true story, pa so pa na koncu napisali, da ne, se ni bila resna zgodba. Mislim, jaz imam kar zdaj neko manijo, da grem, mislim, jaz imam rad te filme, ki so po resničnih dogodkih, ne. Ampak je zelo velik pesniške svobode. Ja, lej, vse je based, ne. Niso rekli, da je true story. Zato nisem šel gledati Bohemian Rhapsody, ker so rekli, da je kar based. Je based. Mislim, jaz sem šel, ta moment sem šel pol brat, ne. Ja. Se pozna, da so pač tudi producenti filma, so tudi preživeli člani. Tako, in veš, da se hočeš malo na lepši način prikazati, ne. Razen Johna Deacona ni, on tam kadi svoj čik, je zadnji so videl eno fotko, ki zgleda res. Verjetno nek kadiv, ne. Starejši angleški občan na poti v pub ali pa iz puba, veš, tako pravun faca, neobrit, ves zanemarjan, mislim zanemarjan, tako. Pač, starejši občan delavskega razreda v Angliji na poti na pub. Pa tudi v 70-ih je bila ta, kako bi rekel, ta moda, je bilo to se nosil tako, no? Ja. Ki je bil tudi tako prikazan, fotka iz 2023 ali 2022. Ja, lej, on je še tam ostal, ne? Zdaj, ko je on je po mojem glih takrat, ko je bil film od zunaj, pa so nekega najdel na ulici. Kaj pa dela basist Queenov? A veš, če človek, lej, vize. Ne. Vseeno je. Točno to. Mislim, da je Another One Bites the Dust ene par, da je soavtor. Ene par Queenovih hitov, ne v njih. In the Lap of the Gods, ki so sicer lepe pesmi. Ampak toliko dober, da... Ja, tam polka so bili že Queeni. Te, ki so se rolali. Ja. Da prinese. Ja, mislim, da Čiki pa je zaperil, pa očitno je, pa po mojem še za kakšen dvorc. Ali to, da si slaven, pa da imaš ta income, ampak da te folk ne ve, kdo si. Se tako, kot je Dream come true. Nekdo drug rekel, ne, od Fortune and Fame, vzameš tam Fortune, pa je to. A misliš, da ni v štartu, da hočeš biti najprej slaven? Pa pride denar s tem zraven, pa bi pa na koncu vzel sam denar pa slavo. Odvisen kdo, ne. Velikih je tudi noče, pač. Im je čist fajn, da, mislim, ja. Mislim, zdaj govorimo o muski. Mislim, da vsi imajo malo tega, da bi se rad malo pokazali. Ja, sam če si ti recimo basist, nisi, veš, pevt stop naprej, ne, basist. Zgodbe o basistih so pa vedno, ne, da so bili vedno najjači svedri. Tako, ja. Vse so požokali, ampak so pa ponovadi malo nazaj, ne, so pa v zadnji, ne, malca. Mogoče je sam Bill Wyman, ko on je javno priznal, da je šlo v tisoče. Ne, vse je tudi to. Ne. Ampak mislim, da gospod Deacon tudi ni, ne. Da se ni nazaj držal. Edin pa je, da se je Charlie Watts, ne, on se je poročil z ono njegovo gospod leta 65. Pa je bilo to. Klukca, narejen svetik del. Tako da imaš take in take, ampak hočem reči, sigurno zaradi slave, ker si mejhen otrok, mislim, ker si pubertetnik, pa primeš kitaro v roke, ugotoviš, da ne, tako kot je Springsteen rekel, ne, ta stvar deluje na nasprotni spol bolj,
da se pina pamet naučiš. Ali pa neki, ne. A veš? Valjda si bolj cool. Tako si bolj cool, ne. Mislim, to je res, ne. To je dejstvo. Sploh pa, če znaš en komad zaigrati. Ne, samo da primeš. Dobro je, ne. Valjda, da te prime, ne, ta del najprej, ne. Ja, itak, ne. Sej denara, a veš, po vseh teh biografijah sem ugotovil, da denara ta prvih 10 let ni, ne. Mislim, sploh v 70-ih, ki so jih še redno, so vse te velike še menedžeri malo ukradli. Pa še založbe. To je bilo v 80-ih. Najprej menedžeri, pa založbe, pa mogoče se kaj dobili. Mislim, vsi so še zmeraj dobili, ampak ne to, kar so drugi zaslužili. Stones je un menedžer, ki je hotel biti tudi menedžer od Beatlov, ne vem, kaj je že bil zdaj. Baraba, v glavnem. Jih je scat pelil za najboljše plate, so imeli oni, tako kot smo se že pogovarjali, unile, Bowie, za čike, pa za ne. Allowance so dobivali, une pa pač ne, tlačil v džepove. Pa seveda so mogli tožiti, pa tret, pa trajali, ne vem, full let, pa ampak, a veš. Denar pa šel. Ta cajt pa gre, ja. Ta cajt pa gre, ne. Ja. To je tako, ne. Menedžer je isto del benda, kakor basist ali pa bobnar ali pa klaviaturist ali pa neki. Ne. Če ni kosher model, pač ne. Sam pa, kad denar pride, pa se vse malo sviša, veš. Takrat, kad veš, vsi igramo za majhne denare tam, ne vemo. Dokler smo zaradi muske, je vse v redu. Vsi smo frendi, pa kar naenkrat pridejo velike pogodbe, recimo še posebej ti veliki bendi, 70, 80, ki je bil recimo svetovni bendi, ki je bil full denara, ne. A veš, da se pol malo, čak, sorry. Veš, mene lahko fukne, zdaj le pizda, lahko drugega zame, da sem jaz na grebu, kogar si lahko, ne. Če si Brian Jones, isto ta allowance money, ki je bil še živ, si je 10 funtov več na teden si je zboril pri menedžerju, pa ni povedal, ne. A veš, koliko so ga grdo gledali? Mislim, niso ga zaradi tega fuknili, sam, kaj je bilo pa treba ga fukniti, je bil pa to tudi en od cahnov, veš, lej, pa še 10 funtov na teden. Ja, ne, to je bilo, ne vem, če so oni dobili 30 funtov na teden, oni dobil pa 40, ja, lej. Ja, no, seveda, če gledaš v procentih, je to razlika, ja. Mislim, ni bilo tako, da bi dobil, a veš, da bi oni dobivali 600 funtov ali pa 610, ne. Četrtinca je bila, ne. Tako da, ja, ne. Pa se pa nabere. Ja, prav. A če bomo mi pogledati avizo? Dajmo. Zdravo, štoparke in štoparji, vogonski uradniki, bivši predsedniki, govoreča vrata in ostala hupi druščina. To je podcast o življenju v vesolju in zmerno 6. knjigi serije Štoparski vodnik po galaksiji. Kljub temu pa smo mi še vedno. Aljo? Peli. Inzi. No, pa se kar trudimo držati malo knjige, ne? Zadnje par nas je kar. Poletje smo malo zatavali, zdaj pa mislim, da se kar lepo. A meni se zdi, odvisen, kaj nam je luštno, mislim, kakšne teme so nam luštne brati in te vagoni se mi zdi, so mu kar ratalno. Čim manj je vodnikovih opomb, tam bolj sem vesel, sem gotov. Ne, ker to je tisto, šalo razlaga, mislim, ne, nehi. Sam ena meni se zdi, da je bila dobra vodnikova opomba. Ja, sej lušen pa, sej se trudiš, ampak. Ja. Nehi. Ne vicev razlagati. Ja. Prvo pravilo. Ja. Hvala vsem, ki nas podpirate. To je res. Podprete nas lahko na več načinov. Prvi način ne košta nič, stane tudi ne veliko, pa drago tudi ni. Le nekaj minut tvojega časa, da nas oceniš na Apple Podcast ali Spotify. Če imaš pa malo več časa, pa lahko še kakšno recenzijo napišeš, bomo zelo veseli. Pa če daš zvezdic 5, bomo tudi veseli. Lahko daš pa tudi eno, če narobe izgovarjamo zaphod. No, drug način lahko poveš prijatelju za nas. Preprosta matematika je ta, da s tema dvema načinoma boš veliko manj na slabšem, kakor bomo mi na dobrem, tako da to bo ful super. In to ni piramidni sistem. Tretji način je pa že dobro znan in to je hvala za ribe.si. Katerega koli načina bomo res veseli. Seveda pa nas najbolj veseli, da nas poslušate. Ja. Zato pa pojmo pogledati, kaj se je dogajalo v prejšnji epizodi.
V prejšnji epizodi. Te načini so bili predolgi, moram bom dal note to self, ampak no, sam da te vedel. Ne, gre za to, da Ali se je prej spomnil, ker smo pri tretjem načinu, ne, kako bomo ta način dobro monetizirali. Ne. A že pozabil, ne, vse, kar nismo snemali. Same pametne ideje. Bomo se enkrat drugi spomnili. Ne se zdi, da je bil mešalc za koktejle v zgodbi. Mešalc polna za ustavljati. Dila. Za narezke. Za narezke. Se sam to, da je tukaj, da si zapomnim, a veš, da mogoče nas bomo možgan polkamo poslušali. Za nazaj. Ja, ne, če so poslušalke pa poslušalci, ki nas ne poslušajo tako dolgo, enkrat smo imeli idejo, da bomo imeli na pikniku iz mešalca za beton pangalaktičnega res, ne? Ali pa pač njemu podoben koktejl, ne? Mogoče bo gin tonik. Nekaj v tem stilu. Ne. Pa zraven narezek dila iz tele stop znaka, oziroma ta stop, rdeča, bela. Ja, cestna ovira, kako se temu reče. Ne vem, kako je pravilni slovenski izraz. Pa šut pasira, veš, da je rdeča, bela. Lepo. Pa alterniramo, ne? Ja, valjda. Pa šut na belem, una na rdečem. Tako? Veš, da je šel. Dobro. In pa lune luči, ko utripajo, takrat, ko prenese, začne utripati. A veš, da je nova, ne? Ker zmanjka neha, ne? Prazen. A je točno, ja. Ali obraten, se ne vem, kako bo boljš. Ne. Kaj ješ, nočeš bomo spili. Ja. Pa olive bojo na očeh. Mislim, na lučeh. Nekaj moramo. To moramo še malo dodelati. No, za to gre, no. Za piknik gre v glavnem, na kratko. Ne za otroke. Za otroke tudi. Ki bojo na pikniku. Ki bojo lahko. Lahko na pikniku, valjda. Komot lahko pridejo. Sedeli smo v strici, da bi jih v klet dotlačili. Pa pikniki ponovadi so odprti. No. To, če že ne drugega, no. Če že ne za drugega nam verjetno. Urednik v meni se je malo zdrznil, ampak je bi ga. Tako je. Kje smo bili v prejšnji epizodi? Za nazaj. Kje smo pa bili? Na ladji velikega in vse prisotnega velepoteža. Ja. Katastrofe smo obdelovali. Rešil jih je iz te katastrofe. Ne, pa vogone smo spremljali zdaj. V bistvu smo njihovo birokracijo spet obdelovali po dolgem in počes. Tako, ja. Ne, da bi jo že parkrat. Ja, smo se že ustavili, se mi zdi. Sam se... Ne, se je bilo drugače. To je malo predolgo, ampak dobro. Je bilo ok. Mislim, 4 zvezdice. Ali 3. Ali tudi bolj za 3. Ne vem, ni. 4 je abder. 4 je že slabši Douglasov joke. Opis je razvlekel tudi njih. Ok, to pa res, imaš prav. 3,5. No, v glavnem, bili smo pri Jelcu, pa tale Konstancu sta se pogovarjali nekaj o tem, da jasen znak nevolje, točno, tle smo končali. Pa dajmo kvarnik. Drugi jasen znak je bil ukaz naj prinašalca neprijetne novice vrže skozi zračno zaporo. Šta mu je pa tudi ratalo? Kako bilo manj slabih novic, če bi se to dogajalo tudi pri nas? Ja, sam tu sem glih zanč... Ful lušen. Mislim, veliko stvari se bi zgodilo, ampak... Mislim, veliko se bi umrli. Ja. Mislim, ljudi. Ne, se pravi, da v bistvu so te take stvari, da so pač težave, ki si jih vsi diktatorji naredijo, ne? Zaradi tega, ker se v bistvu potem, to je tako, kot smo ugotavljali pri muski, da pač dobra muska ratuje, dokler so vsi nekako enakovredni, pa se podpirajo ideje, pa vse skupaj. Tako, to je sigurno. Isto je, ne vem, pri politiki, potem, ko se nekdo pač postavi na neko pozicijo in ko mu začnejo ljudje kimati, in pač ne prenašati slabih novic in podobnih stvari, takrat se pa zadeve pol zapletajo. To je eno od znakov te višinske bolezni, ki v LDG radi omenjajo. Pride skupaj z avtom pa šoferjem, pa s tem, da ljudje ratejo kimovci. Ja, pa reče, seveda, točno tako je gospod, pa vi ste najboljši pi.
Najboljši primer, kar smo jih videli. Teh primerkov se je v zgodovini nakuhal kar nekaj. Ne? Tako da... Ja, se pa razumem, da ljudje nočejo slabih novic. Najprej se ti bojiš, da se ti bo nekaj zgodilo, ne? Rad bi bil pohvaljen, ne? Se pravi, pač boš verjetno tudi slabo novico nekako zakamufliral, tako da se bo zdela dobra. Ne? Raj ne povedati. A veš, tako da tudi, ne vem, ameriški predsednik, ki naj bi imel, ki se odloča na podlagi nekih, on se mora na podlagi nekih novic odločiti. Ne? Ja, mislim, nekdo mu poda mnenje ali pa ne. Najprej mu dajo informacije, potem najbrž nek svetovalec mu še neko mnenje pove. Ne? Pa pogledaj, Fox ali pa CNN, odvisen, kjer predsednik. Oni po mojem malo prej dobijo, no jaz bi saj upal, da malo prej dobijo, ker CNN pa Fox. Ampak kakorkoli, v bistvu je tudi on skozi biased. Mislim, ti skar dobi, ne? Se ne moreš pa. Mislim, ne more imeti on pregleda nad igro tazga, ki bi si ga želel, ampak tazga, ki mu ga pač postrežejo. Tako, odločiš se na podlagi podatkov, ki jih imaš. Ne? Ja. Zdaj, kakršnikoli so CNN ali pa jih je prinesla, ampak če govorimo o ameriškem predsedniku. Ja, recimo. Pa moramo vedeti, da so... Pa ne fukne to stran, pa se po sebi odloča. Ti generali, ki so v unem štabu pregovorno, saj v filmih so tako, da so vedno za akcijo. Oni nikoli ne bi rekli, dajmo malo se nazaj postaviti, pa malo premisliti. To mislim, da ni v nobenem scenariju. Po moje se... Ja, dobro, pustimo filmi, so filmi. Ne? Ja, mislim, a si predstavljaš, da si ti se, ne vem, iz... kolikimi leti upisal, ne vem, na vojaško akademijo, 16. Si se ves cajt šolal za vojaka, vse skupaj in prišel do penziona, brez da si, mislim, ves čas umiral. Se ti zdi, da si vrgel cajt stran. Govorimo o Ameriki, ki nikoli ni umiral, že ne vem, od zadnjih... Mislim, 256 let, ne vem, zdaj sem se zmislil to. Ampak to je Eisenhower rekel. Od druge svetovne vojne nisem mislil. 50 ga je rekel, da pač Eisenhower rekel, meni se je, ki je odhajal, ali celo en State of the Union, je rekel, da pač vojaški kompleks ameriški rab vojna, oziroma konflikte, kot se temu zdaj moderno reče. In jih imajo, vse. A je bilo, ne, korejska vojna, vietnamska vojna. Ja, se še manjše druge. Vse ni bilo miru. Mislim, da ne vem. 2 let miru je bilo, meni se zdi nekaj tazga. V zadnjih 200 letih. Ne, od takrat, ko je Eisenhower to rekel, da so prav šli mert. V zadnjih 200 letih pa po moje 6. Tako, čez palc. Skozi imajo neki, ne. Ampak to drave ekonomijo v resnici. To je tako, kot ne vem, ti bil kao full hud kitarist in ne bi imel nobenega koncerta. Ja. V tem primeru razumem vojaški kompleks, da hoče imeti koncerte. Skladiščni prostor je drag, ne? To je treba prodati. Jaz, če bi bil full hud koncert... V 3 smenah dela. Če bi bil jaz full hud koncert, ne bi imel samo teh 6 pedalov, ampak bi imel skladišče teh pedalov in to je treba pač ponucati. Pa tudi vse te zadeve ima tudi svoj rok trajanja. Tudi municija ima rok trajanja. Del besedno ga ima. Ja, nekem določen... Tudi strune. To se da prodati še vse. Seveda. Ampak če ti štampa je droga, ne, veš, tržna inšpekcija najbrž v teh primerih tam... Ne hod. Bez before pa to. Bez before. Da gleda tam, ne vem. Po podsaharski Afriki ni. Ljudska osvobodilna, ne vem, kaj že, te ki si te najbolj te osvobodilne imena. Ljudska demokratična vojna, armada. To so te, ja. Več ima teh nekih pozitivnih, bolj so fukjeni. Tako da. Ja, sej. No, in te slabe novice je nosil, je mogel povedati Konstant Prostetniku Jelcu, da so namreč eni zemljani še jo zgasnili nekam. Ne. So še nekje. Sam niso bili glih The Sharpest Tool in the Shed v lepi slovenščini, ker so svojo kolonijo objavili v nekem glasniku. Ne. Ampak da zdaj link več ne dela, ker so zaprli tale. Osebne novice so. Ja. Kaj se dalo osebne novice? Pod revija, pod osebne novice. Zdaj ne vem, kaj to pomeni. To je po moje personal, veš, tako v angleščini personal, pač oglasja, veš, to. Mali oglasja, veš, tam, pridite k nam, mi smo tukaj, imamo se fajn.
To je bilo po moje ta. Stiki, on. Ta po moje. Booking, pridite nas kaj pogledati. Tako ta moment. Bi si rekel, no. Ja, in bili so te zemljani preživeli v Meglici Savlanis, tam, kjer je Bajslona Magreteja, se je spomnil prstetnik, potem, ko je nekaj časa grgotal. Tako. Ja, in ni bil zadovoljen, spet je bila neka nevolja. Itak, da je bila. Mislim, edin tega je bil vesel, da so pustili koordinate. Ne? Ja, to ga je razveselil, da vejo, kam treba jeti. Ampak je vseeno za mnenje vprašal, a se zdaj ne. Kaj bi naredili? Kaj je bil cilj naloge? Po mojem bi to bil tako trick question za unga, če bi ga fuknil ven. Male konstanta, malo ga je testiral. Kaj ćemo zdaj narediti? Da ćemo zdaj potomaniti to? Sej sem 12 skokov dokaj. Ali pustimo, sej zemljo smo uničili. Tako. Zgleda, da je bil to njegov sin. Ne, se je bil, ne, se ga lepo. Ga ne vržeš pol. V vogoni. Ne, sem se tudi treba je dati zgled. Tako je. Voditi je treba z zgledom. Tako je. Vsi govorijo. Konstant, molni, čist, brez zabotavljanja rekel, v vogoni smo prostetnik, se ne morem niti prav vložiti papirjev v mapo, dokler zemljani niso mrtvi. Konc, gremo. Smo zmenjeni. In pol je še torpeda za pretirano bolečo počasno smrt omenil, da jih bojo nabili kar med potjo, med temi hiperprostorskimi skoki ali kaj, kakorkoli. Tako je. In je Jelc odobravajoče rekel, Mon, ti si prava baraba do konca. To je isto, kamo je njemu oče. Zelo lepo. In pol je Mon rekel, hvala očka. Hvala očka. Ja, mislim, lepo, da tudi tamlet vogon da neki na tole vogonščino, pa vogonske postave, pa ta red, pa to. Mislim, da se ta tradicija, da se ohranja. Zanimivo, da se ni nič upiral, sinovi pa to, če si. Ja, nekaj daš to šolo enkrat čez. Verjetno res je, tukaj ni upiranje pri vogonih. To je ker če ne te lansirajo. Greš hitro v airlock. Kar pri Špartancih, ni bilo važno, si bil sin, si bil karkoli. S ščitom ali na ščitu. Ne hod domov. Če si ščita, nimaš ne hod domov. Ni važno, da si sin pizda. Točno to. En red mora biti. Valjda. Vidno tega nima tako domov. Malo, red mora biti. Rad je disciplina. Samo eno čudo na glasi. Sem jih zdaj postrojil, ko sem šel snemati. Še zdaj mirno stojijo. Se že nisem rekel volno. Pol med pauzo jih pokličem. Bom le videl klic, da vidim, če so še zmeril pozor. Ja. Če naredimo tle pečilo obešalnik. Ja, pa dajmo, ne. Dajmo, hvala očka, to si mu zapomnil do drugega tedna. To pa mendeja. Če bomo stal mirno tu. Tako. To pa mendeja. Ja. Ja, kaj zdaj pol? A kar zaključimo, ali kaj? Dajmo. Hvala lepa, ker ste nas spet poslušali do konca epizode, v kateri smo zvedeli, da obstajajo še nekje zemljani, ki jih malo več ne bo. No, ne vemo, ne. Mislim, ne vemo, zdaj pač zgleda so zelo, mislim, kot vidimo, da smo zemljani, ker je ena trdoživa sorta. Ta ščurki moment. Samlej. Podgane. Hudiča se nikoli ne znebiš. Mislim, za vogone sigurno, v njihovih očeh absolutno. Bog je revel še poštempljati, pa mapo ne more. Vse smo naredili, v vseh dimenzijah so razturali še ta zadnjo zemljo, pa razumeš še eni disidenti, razumeš, banda za Homo sapiens ne gre, nismo zastojni prelezali do vrha. Tako. Ne vem, če je to vrh, ampak dobro, ajde. Mislim, klej je. Še ne, trenutno. A ja, misliš v kakšnem smislu? Ja, ne vem, če je to vrh, da smo prelezali do vrha. Mislim, ta je trenutni vrh, ne? Mislim, ta občutek imamo, no. Občutek imamo, ja. Mislim, kitimo se že tisočletja. Če je to, kot ne vemo, da so drugači tak miši, da glavne, tako da so one na vrhu. Ja.
Benko pa Jerry. Kaj sta bila že? Vidiš, ne? Benko pa Janko, nekaj pozabil sem. Igrali sta bila, meni Ben in Jerry, nista bila? Ja, zna biti, ja. Da je davče že od druge knjige. Kje je to? Ja, no, če ste radi o tem ali pa o čem drugem pogovarjali z nami, nam lahko poveste karkoli na Discordu, lahko tudi ocenite, pa date v zvezdice. Lahko tudi več kaj eno. Lahko tudi več kaj eno, razen če ste unka pač mislili, da narobe izgovarjali bo Zaphod. Ampak to je pa pač druga štorija. No, lahko tudi na dopisnicah na dobro znani naslov, opravičujemo se, zakaj sem... Opravičujemo se za vse nevšečnosti, druga klet Litija Strojska 52. 1000 rublja. Družabna omrežja pa pustite, da obrežujejo sama po sebi. Vse čisto redo, če nismo tam. Tako. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za serive.si. Hvala. Čakaj, nekaj moramo še reči. A res? Kaj? Ja. Lepo se mejte. Ja, to pa je. To smo enkrat rekli, pa lepo se mejte. Ja, enkrat smo rekli, pa sem dal scenarij. Pa je, mejte se. Imejte se lepo. Čeprav to se ne sliši. Lepo se mejte. Lepo se mejte. Vsekakor. Do naslednjega tedna bomo pa še enkrat rekli. Veš, da bomo rekli. Če ne bomo pozabili. Zdaj je scenarij, ne? Zdaj moramo reči. Scenarij. Iz glave govorimo. Vse je iz glave. Vse po scenariju. Sam scenarij se moramo zamenjati. To je to. Tok cajta smo se v enih drugih... Lahko, kaj pa je? Kaj? Aha, čak. Okay.